Sedaj pa v koprski MKC, Mladinsko-kulturni center, ki preživlja negotove čase. Z mano je Aris Demirovič. Dobro jutro. Dobro jutro. Naj sprva opozoriva gledalce. Odločila sva se, da se bova tikala. Tako je. Okay. V MKC-ju ste aktivni od leta 2001, kar nekaj let je to. Kaj se je v programskem smislu vse tam dogajalo? V programskem smislu, v glavnem koncerti, razstave, razne delavnice, filmske projekcije, tudi okrogle mize in podobne stvari. Zdaj, jaz bi mogoče edino poudaril, da je to od 2001 ali ne, so bili že pred nami ljudje, ki so sodelovali in tudi še bojo, upam. Pač poudaril bi to, da program, ta vsebinska, pač to, kar se je dogajalo v samem klubu, so sestavljali pobudniške skupine, s kateri tudi sam sem predstavnik, ki smo sodelovali pri ustvarjanju programa. Ja, malo sem zaril, se prevečujem. Ampak v glavnem vsebine so bile namenjene mladim, in se pravi argument koprske občine, da že zdavnaj ni več vsebin namenjenih mladim, nekako ne drži. Tako je, mislim, poudaril bi glih to. Seveda so bile vsebine namenjene mladim, predvsem pa so mladi ustvarili vsebine. To je bilo to, kar sem hotel povedati, ker vsi enačijo ta klub pač z Brecljem, Markom Brecljem. Seveda. Dobro, ker smo že pri Marku, njegova prisotnost klubu oziroma tem prostorom koristi ali škodi? Trenutno. Ja, mislim, to je težko vprašanje. Mi imamo itak cel čas občutek, da gre tukaj za spor med dvema silama, kjer bojo poraženci ta tretji, in to smo mi, mladi, oziroma tudi ostali mladi, seveda. Mi kot ustvarjalci in mladi, ki ne bojo več imeli prostora oziroma programa, ki bi ga lahko obiskovali. In ena sila je koprski župan Boris Popovič, druga pa njegov antipod, bi lahko rekli, Marko Brecelj. Ja, takšen je občutek, ja. Zdaj, tudi sami več kot toliko niti ne vemo, kaj se trenutno dogaja, ker nas noben kaj dosti ni obvestil. Dobro, da ne bo pomote, Brecljevih zaslug za razvoj alternativne kulture ne moremo zbrisati in moramo jih mu priznati. Občina želi MKC nekako redefinirati. Vas je povabila k sodelovanju, ali ste morda vi skušali stopiti v stik z njo? Ja, nas ni noben povabil k sodelovanju, žal. Bi pa se zelo veselili, če bi nas vsaj kdo... Mislim, če bi nas povabili k soustvarjanju programa, Problem je mogoče tukaj to, da mi smo imeli pripravljen program za celo leto, torej dogodki, kot so koncerti, razstave, karkoli. In zdaj očitno bomo mogli mi to vse odpovedati, sklepam. Česa vas je najbolj strah? Čeprav razumem komercializacijo programa, se pravi, da bi prišla ena ekipa in delala program za široke množice mladine. To seveda že imamo v Kopru. Ja, tega nas je sigurno strah. Zdaj, seveda ne vemo točno, kakšne namene imajo, ker jih, kot sem že omenil, nobenem jih niti ni predstavil. Vsekakor pa, pokolikor bi se to zgodilo, da bi se ta program komercializiral, bi to pomenilo za, ne samo za Koper, ampak za celotno regijo veliko izgubo, ker je to še edini klub mladinski kot tak neodvisen, ki je sploh ostal. Vi se prostorom ne nameravate odreči, kako se boste borili, imate morda kakšen rezervni načrt? Ja, mislim, borili. Dajmo reči, da se že zdaj borimo s tem, ko smo se izpostavili javnosti, V bistvu smo tudi zelo hvaležni, da smo sploh dobili to možnost, da nas kdorkoli karkoli pač vpraša, kot naprimer to, da smo zdaj v tej oddaji in lahko o tem govorimo. Pa lahko recimo ta spor, ta težava, ta, dajmo ji reči, deložacija vseh aktivnih članov oziroma mladine, ki je v MKC-ju, privede tudi do širših družbenih posledic? Na to pač težko odgovarjam. Z mojega vidika sigurno, pač zagotovo, zato ker, kot sem že prej omenil, je to še edini klub, ki je sploh ostal na celotni obali, torej celotni regiji, in kolikor ga več ne bo, ne vem. Mislim, jaz bi rad poudaril, če smem, da klub kot ta, ne vem, če ljudje razumejo, kaj točno se v takšnih klubih dogaja. Za eno samo organizacijo, dajmo reči v tem primeru koncerta, se sproži ena vrsta pač dejanj, ki poveže mladino. To so, tako bi boljše povedal, za samo izvedbo dogodka so ljudje pač prostovoljno javijo. Dajmo reči, če imam jaz zdaj idejo, jaz bi naredil koncert, rabim pač neko ekipo. Da zberem to ekipo, pač moram dobiti neki ljudi, to so ali prijatelji, kdorkoli ljudje, ki so pripravljeni prostovoljno delati. To potem vključuje, izdelavo plakatov, kuhinja za, dajmo reči, gostujoče bende, podobno. In sama organizacija, čiščenje prostorov, karkoli hočem reči. Kaj bi rad povedal je, da klub kot takšen, v takšni obliki nudi mladini, da se aktivno udeležujejo, ne pa da so samo, nočem zdaj
pljuvati po drugih dogodkih, ampak če ima nekdo pač željo po tem, da gre samo na nek študentski žur, poceni pije ali karkoli, je to super. Ne bi pa rad, da bi izgubila mladina, ki ima željo po aktivnem udejstvovanju, da bi izgubila to možnost. Tako, in naj bo mladina aktivna, ne pa non-stop na Facebooku in internetu. Hvala za pogovor in obisk v studiu. Hvala.